Jaz vas bi lepo pozdravila. Moje ime je Nive Štefančič in sem vodja kariernega centra na Univerzi v Novi Gorici. Danes vam bomo predstavili poklic gospodarskega inženirja. Kdo pravzaprav so gospodarski inženirji in kaj počnejo? Gospodarski inženirji sledijo najnovejšim tehnologijam in jih smiselno upoštevajo pri svojem delu. V podjetjih odkrivajo pomanjkljivosti in predlagajo izboljšave, ki ob upoštevanju zakonodajnih, okoljskih, varnostnih in drugih dejavnikov vodijo k znižanju stroškov ter povečani kakovosti izdelkov in storitev. Vedo pa tudi, kako ravnati z ljudmi, jih voditi, motivirati in reševati konflikte, tako da bodo rešitve zaživele tudi v praksi. Na današnjem webinarju so se nam pridružili trije diplomanti Poslovno-tehniške fakultete. Predstavili nam bodo svoje delo, kaj v podjetju počnejo, z nami bodo pa tudi delili svoje izkušnje o študiju na Poslovno-tehniški fakulteti. Vsi trije so zaključili tudi študij na prvi stopnji ter nadaljevali ob delu s študijem na drugi stopnji in tudi tega uspešno zaključili. Naj vam jih predstavim. Z nami so Jana Gregorič, Andrej Peršič in Janoš Morenčič. In hvala, ker ste si vzeli čas in se nam danes pridružili. Se pravi, z nami je pa tudi predstavnica gospodarstva, direktorica Primorskega tehnološkega parka, gospa Tanja Kožuh, ki bo z nami delila izkušnje s študenti gospodarskega inženiringa na praktičnem usposabljanju. Tanja, lepo pozdravljena in hvala tudi vam, da ste si vzela čas in se nam pridružila. No pa začnimo kar s vprašanji. V bistvu jaz bom vsa vprašanja naslovila kar na vse tri, pa boste mi povedali malo o svojih izkušnjah. Se pravi, moje prvo vprašanje bi bilo, zakaj ste se odločili za študij gospodarskega inženiringa, če bi se odločali danes s vsemi izkušnjami, ki jih imate, ali se bi odločili enako? V bistvu za študij gospodarskega inženirja sem se odločila, ker sem se hotela razlikovati od mojih vrstnikov, ki so se hoteli vpisavati na ekonomijo. Namreč mojo srednjo šolo sem obiskovala ekonomsko šolo in sem rekla pač ekonomije ampak še kakšna dodatna znanja. Študij gospodarskega inženiringa mi je dal tisto širino, katero sem itak sprida pol uporabljala tudi pri reševanju vsakdanjih problemov, kjer sem bila zaposlena. Pomembna mi je bila tudi ta obvezna praksa v podjetju, ki mi je omogočila pač tudi šola, ki je bila v bistvu tudi moja prva zaposlitev. No. In če bi se danes odločila, bi se ponovno vpisala na gospodarski inženiring in v bistvu, kar bi pa lahko še bolj izkoristila, je lahko ta izmenjava v tujini. No. Pa da bi lahko kakšno diplomo, bi lahko tudi dvojezično delala v tujini. Recimo, tega sem premalo izkoristila, no, ampak bi se še enkrat odločila, zagotovo. Taka napotek za bodoče študente, no? Ja, tako. Janoš, recimo vi, vaše izkušnje? Moja ta študijska pot je bila malček bolj na široko, če rečem temu tako. Nekako študij gospodarskega inženiringa sem nekako začel ob delu in pač ugotovil med samim delom, da nekako mi primanjkuje določenih znanj, bolj na teh ekonomsko-organizacijskih področjih in zato sem se pač nekako odločil za ta študij. Študij je pa zato, ker zakaj prav ta študij, ne neka ekonomika ali pa ekonomija. Namreč ta študij ima ene prednosti in te prednosti so resnično ta širina. V tem študiju so tista vsebina, ki je so področje tehnike, organizacije, vodenje, ekonomika, znanja z področja projektov in razni pristopi ter orodja, ki se pri tem uporabljajo. Ta študij nekako mi je to tudi dal, kar je en del, ki mi je tudi manjkal. Zdaj, po teh informacijah, ki sem jih tudi predhodno jaz pridobil, je pa tudi ta študij nekoliko, bom rekel, za študente bolj prijazen. Namreč manjši so oddelki, kot recimo na velikih fakultetah in to pripomore tudi v tej smeri, da je ta bolj individualen pristop strani učiteljev oziroma predavateljev. Tukaj imamo celo kopico teh prednosti, ki jih nekako na
velikih univerzah ne, bom rekel, tam, kjer je veliko število vpisanih, ne moramo realizirati. Že v osnovi pač se tega ne da narediti. In če rečem tako, moja ta študijska pot se je začela, bom rekel, nekoliko že prej. Kajti po srednji računalniški šoli sem se sicer vpisal jaz na to fakulteto za računalništvo in informatiko v Ljubljani, na kar sem potem kasneje v drugem letniku ugotovil, da ni to tisto, kar sem si predstavljal, zato sem pa tudi to zadevo tudi malček prekinil. Zato pa tudi pravim in mnenja sem, da so ta izkušnje diplomantov posameznih šol zelo dobrodošla bodočim študentom, ki se želijo pač vpisati v neko smer izobraževalno, tako da tukaj jim res polagam na srce, naj se vzamejo čas, pa naj dobijo te ključne informacije, da bojo znali tudi ta študij pravilno se izbrati. Lepo pozdravljeni. Jaz sem se pa odločil za študij na gospodarskem inženiringu najprej zato, ker tudi jaz, tako kot Jana, prihajam iz srednje ekonomske šole, tam sem zaključil in sem že po naravi bolj ekonomsko usmerjen. Ampak mi je manjkala tudi meni tista tehnična smer, oziroma ki me zmeraj skozi življenje in me še zmeraj zanima. In mislim, da ta program je dal točno to, se pravi širino na področju znanj in zanimiv študij. Janoš je zelo lepo opisal podrobnosti, jaz sem se tudi v njegovem opisu dejansko najdem videl. Nekaj, kar mi je bilo pa še posebej všeč, ker je v domačem kraju. Ima svoje pluse, ima svoje minuse. Ni bilo treba iti daleč študirati. Ni bilo treba iti daleč. Vsi nekako sanjajo, je lepo iti drugam, ampak vse je lepo tudi doma. No, super. No, pa bi, Andrej, kar s tabo nadaljevala z naslednjim vprašanjem in sicer, če nam malo opišeš, v katerem podjetju delaš, kakšno je tvoje delovno mesto, kaj so najpomembnejše naloge, ki jih opravljaš, je to bolj rutina, se ponavlja iz dneva v dan ali je vsak dan nekaj novega, pestro? Ja, pri meni je tako. Jaz sem zaposlen v Aquafil Slovenija, smo del multinacionalke, ukvarjamo se z proizvodnjo polimernih verig iz recikliranih materialov. Moja funkcija v podjetju je organizacija dela v skladišču in v proizvodnem oddelku Econil v Ajdovščini. Svoje delovno mesto bi opisal kot dnevna rutina, tako pestra rutina. Super. Janoš, Jana, kdo bo naslednji? Jana bo prva. Hvala. Jaz pač delam v podjetju Income Leone v Ajdovščini. Mislim, da večino od nas ga pozna kot ena največjih proizvajalcev sladoleda v Sloveniji, ne? To je recimo en tak naš produkt. Moj naziv delovnega mesta je skrbnica ključnih kupcev. Moje delovno mesto je daleč od rutinskega. Namreč vsak dan je nekaj posebnega in drugačnega, vsak dan se nekaj novega naučim. Kot skrbnica ključnih kupcev sem odgovorna za francoski, nemški, italijanski, nemški trg, torej bolj države zahodne Evrope. Moja naloga je skupaj s kupcem, v tem primeru trgovsko verigo in našim razvojem razviti taki sladoled, ki se bo pač množično prodajal na trgu, kjer ga bomo pač lansirali točno v tisti državi. Torej, moje delo zajema tudi veliko službenih potovanj in obiskovanja sejmov, pa zagotovo raziskovanje trga, kulture, kjer prodajamo sladoled, torej praktično povedano je to preizkušanje sladoleda v mojih ciljnih državah. Ne more reči, to so tiste prednosti. Pa tudi vsakodnevno sodelovanje z vsemi oddelki v podjetju in v glavnem dinamično. In moram reči, da zanimivo, tudi zaradi končnega produkta, sladoleda. Hvala. Janoš? Jaz lahko rečem tako, jaz sem od maja 2018 zaposlen kot informatik v družbi Plastik d.o.o., to je družba v Kanalu ob Soči. Zaposlenih je približno 100 ljudi.
tri poslovne enote so, 2 sta v Sloveniji, ena sedež je v Kanalu, pri Jurjevici in ena je v Srbiji, v severni Srbiji. Skratka, smo del skupine Jub barve. Moje področje dela je pa v bistvu fokusirano na skrbništvo IKT sistemov, se pravi področje informatike. Tu je osnova, delo seveda je, glede na to, da informatika sama kot sama že v osnovi podpira procese v ozadju, smo pač vpeti med vse službe, pa tudi navzven. Skratka, zadeva je zelo dinamična, sploh če vemo te razmere, ki so bile zdaj s COVID zadevo, je bilo treba tudi temu primerno odreagirati, skratka zagotoviti marsikomu delo od doma, take in drugačne načine, ter vse ukrepe recimo za zmanjšanje možnost, se pravi, vnosa te okužbe v podjetje. Skratka, vsa tehnologija, ki jo je treba pač postaviti, zadeva je tako rekoč dinamična, zelo, zelo dinamična. Že samo, če rečem tako, 18 let prej sem bil tudi zaposlen v Novi kreditni banki Maribor kot skrbnik sistemov, pa še 2 leti prej kot serviser, bom rekel, v računalniški firmi. Zdaj, tukaj jaz vidim, bom rekel, ta del je zelo, zelo dinamičen, kajti procesi se zelo hitro spremenijo in pa še nekako tako v to firmo sem pač vstopil, ker je bila neka potreba po stvareh, ki jih je bilo treba tudi za nazaj dejansko pač rešiti. Tako da moja, bom rekel, na hitro, to je moj del. Hvala lepa. Imate vsi trije kar res razgibano pestro delo iz povedanega. Naslednje vprašanje bi pa postavila Tanji, in sicer kako vi kot predstavnica gospodarstva vidite študente, diplomante gospodarskega inženiringa, katera močna področja prepoznate v teh kandidatih, v teh profilih? Jaz bi najprej povedala, da prihajam iz Primorskega tehnološkega parka, kjer skrbimo za zagon, razvoj in rast novoustanovljenih podjetij, ki razvijajo neke nove produkte in storitve, ponavadi na osnovi lastnega znanja z visoko vsebnostjo dodane vrednosti in so že od začetka usmerjeni na mednarodni trg. Imamo stik z zelo veliko takimi naprednimi podjetji v našem okolju. In seveda že več kot 10 let tudi sprejemamo na prakso študente Univerze v Novi Gorici, poslovno-tehniške fakultete. In smo tudi z študenti zelo, zelo zadovoljni. Zdaj, jaz sem razmišljala, zakaj smo tako zadovoljni, in sem dejansko prišla do tega spoznanja, da na eni strani je delovanje vodstva te fakultete in pač kariernega centra in drugih sodelavcev na zelo visokem nivoju. Namreč zelo dobro poznajo svoje študente, njihove kompetence, želje, kam se želijo usmeriti, na drugi strani pa znajo to povezati z potrebami in željami delodajalcev. Tako da, kar se nas tiče, mi smo vedno in vselej dobili take študente, ki so zelo dobro se vklopili v naše okolje, so zelo dobro takoj začeli sodelovati z mojo ekipo zaposlenih in dejansko jih je tudi področje našega dela zanimalo. Tako da to je zagotovo ena taka prednost, zato ker študenti na ta način pridejo v stik recimo s tistimi delodajalci, ki so potem tudi mogoče potencialni njihovi zaposlovalci, ko končajo študij. In to se je tudi v našem primeru zgodilo, da mi drugače pač nismo hitro rastoče podjetje, pač imamo omejene možnosti, ampak v enem primeru smo le zaposlili tudi študentko poslovno-tehniške fakultete. Tako da to je zagotovo na eni strani ena stvar, druga prednost pa je, da ti študenti, ki prihajajo k nam, imajo resnično širok spekter nekih znanj in veščin, jih zanimajo različna področja, tako da ekonomija, organizacije, kot tudi določenih tehnologij.
kar je pa tudi za tehnološki park in tudi za startup podjetja zelo pomembno. Namreč danes hitro rastoča podjetja iščejo širino v potencialnih kadrih, iščejo nekoga, ki se zna hitro prilagoditi, ki se je pripravljen tudi učiti, sprejemati nova znanja, poprijeti tudi za vsako delo. Nenazadnje moramo vedeti, da ne glede na to, katero stopnjo izobrazbe imamo, moramo včasih v podjetju poprijeti tudi za tista dela, ki so mogoče manj kvalificirana, ampak to je timsko delo ponavadi in mene veseli, da so študenti Univerze v Novi Gorici prav taki, da se znajo pač na vse situacije prilagoditi. Zdaj, zakaj je še prednost za tiste študente, ki pridejo k nam na prakso, ne glede na to, da mi nismo veliki zaposlovalci, pa znamo potem te študente, ki jih mi testiramo skozi študijsko prakso, tudi povezati z drugimi podjetji in na ta način potem ti študenti dobijo tudi priložnost za zaposlitev po končanju študija. No, super, hvala lepa za vaš odgovor. No, bi nadaljevala kar naprej s vprašanji za vas tri naše diplomante in sicer če se vrnemo nazaj v vaše delovno okolje, recimo s kom pri opravljanju vašega dela največ sodelujete in kaj so pri tem največji izzivi? Kako vas je fakulteta recimo pripravila na to? Kaj vam je bilo tudi sicer pri študiju najbolj všeč? Kaj ste največ pobrali, da uporabljate zdaj to tudi pri svojem delu? Kot sem prej omenila, pri mojem delu se praktično sodelujem z vsemi oddelki v našem podjetju. Pri razvoju sladoleda sodelujem od razvojnice, ki mi izdela sladoledno maso, se odločimo skupaj, kakšne arome bomo uporabljali, kakšne prelive. Na to rabimo tehnologa v proizvodnji, ki nam bo povedal, kako tak sladoled ga damo v neko obliko, pa vse pol do nabavne službe za surovine, pa do logistike, kako bomo speljali in pol finančno ekonomske kazalnike malo pregledati. Tako da praktično z vsemi v oddelku in prednost moje izobrazbe, kar sem videla tudi skozi leta v primerjavi lahko s kakšnimi drugimi, je ta, da se znam z vsakim oddelkom pogovarjati v njihovem jeziku. Torej, z razvojnikom in s tehnologom se bom bolj proizvodno usmerila v pogovor, bolj v proizvodne vode, bolj tehnološke, če se tako izrazim. Medtem ko z nekom iz financ ali pa iz nabave bomo uporabljali pač druge kazalnike in druge ekonomske izračune. Tako da mislim, ta jezikovna uporaba, strokovna jezikovna uporaba različnih panog. In v bistvu tu je tista širina, ki meni mi je tu v glavnem, temu reči, en plus, velik plus, da lahko znotraj podjetja 360 se lahko obrnem in nimam težav s tem komunikacijo. Tako da jaz mislim, to je bila ta prednost in jo sprida zelo uporabljam v mojem poklicu. No, lahko kar jaz. Ja, lahko. Podobno kot Jana, tudi jaz sodelujem z več ali manj vsemi oddelki v našem podjetju. Namreč mi kot skladišče smo tudi nek servis in podpora za ostale službe v našem podjetju. Skrbimo za vhodne materiale, izhodne materiale, embalažo, pa rezervne dele, tako da nekako komuniciram dnevno z in delavci in komercialisti, logistika, špedicija, tako da zelo pestro. Ta širina mi je zelo všeč, se pravi, da lahko z vsakim, kot pravi Jana, govoriš v svojem jeziku in te razume in ti razumeš, in da lahko, ko pride do problemov, do težav, da se to reši na najlepši možen način. Te izkušnje, sicer jih dobiš s cajtom, trda koža, kako se reče, je pa del tega smo se tudi učili skozi predmete na šoli, tako da ta širina, bi poudaril, je nek dodan plus tega poklica. No, jaz moram reči tako, da v moji karieri sem se pač veliko, bom rekel, sodeloval z, pač narava dela je taka, da je informatika kot informatika je ugnezena vse te procese. Ampak sodelovanje z vsemi oddelki, vsemi službami, vsemi
pač je temu se ne moremo izogniti. Jaz bi rekel, pa tudi z zunanjimi izvajalci in se pravi v tej smeri. Zdaj, jaz bi hotel še eno stvar, bom rekel, povedati, ne vem, kdaj se je to zgodilo na fakulteti nam, oziroma tako, ampak nevede so nas nekako na fakulteti naučili, da mi ki smo tisti, ki imamo neko širino, lahko tudi te službe nekako povezujemo. Se pravi, če rečemo razvojniki govorijo svoj jezik, bi rekli v domačem žargonu, prodajniki govorijo svoj jezik. Oni so v teh okvirih nekako ujeti, če reči, so zelo ujeti. Včasih vsak stoji na svojem bregu, bi rekli, in delo teh, bom rekel, inženirjev, gospodarskih inženirjev oziroma magistrov je prav, da zna nekako povezati, biti nek vmesni člen, da te ljudi tudi nekako lažje interpretira, vidi tiste vidike, ker nima tiste prav, bom rekel, oske, ima širino, nima tiste prav globlje pogleda, ampak zaradi tega zna nekako povezati tudi te službe med sabo. Kajti tudi res je, recimo razvoj ne vidi tistega dela, ki ga vidi recimo prodaja, nabava, komerciala ali logistika ali kakovost. Tukaj nastopi recimo ta gospodarski inženir, ki nekako vidi, ima širšo sliko med sabo in zna tudi nekako jih postaviti na nek skupen imenovalec in temu, bom rekel, dodati neko dodano vrednost, če rečemo temu tako. To bi bilo recimo še moj prispevek tukaj. Zelo lepo povedano. Nekako ste nek vezni člen, vezno tkivo med vsemi temi različnimi službami, tako lepo povedano. No, dotaknili se bi še malo praktičnega usposabljanja, sicer vi ste ga opravljali zelo na različnih področjih, pa boste vsak malo iz svojega povedali izkušnje. In sicer, vprašala bi vse tri, kje ste opravljali praktično usposabljanje, zakaj se vam zdi, da je to praktično usposabljanje najbolj koristno in kaj vam je ta del študija dal? Moje praktično usposabljanje sem opravljala v podjetju Sweetrandi iz Kromberka, ki se ukvarja z uvozom tujih blagovnih znamk, predvsem sladkega programa. Tam sem bila pač zadolžena kot pomoč v prodaji, v bistvu komerciali, kjer so po 3 mesecih videli, da pač sem lepo poprijela za delo, ki so mi ga dali, so se odločili tudi, da mi dajo pogodbo o zaposlitvi in tu praktično je bila moja prva redna zaposlitev. Kar mi je bilo pa v bistvu to zanimivo pri tem praktičnem usposabljanju je bilo, da sem teorijo povezala s prakso in to je tisto, kar pol da nek občutek, zakaj sem študirala. In moram reči, da sem v bistvu kar fajn napredovala v tistem podjetju in sem bila zadovoljna, da sem res opravljala prakso v nekem podjetju, ki je nekaj pomenilo in da ni bilo to samo nekaj na papirju. Tako da je bila v bistvu za me ena odskočna deska pol za naprej. Andrej, ti si prakso opravljal v bistvu na univerzi, če se ne motim? Ja, res je. Meni so ponudili projekt Alumni klub, se pravi pregled, kako zadeva deluje doma in v tujini, mislim na drugih univerzah. Pogledati, kako deluje, ker sicer Alumni klub Univerze v Novi Gorici je že obstajal prej, kakšne so prednosti, slabosti, kaj se da izkoristiti, kaj se da popraviti, kaj bo treba popraviti, kaj bo treba spremeniti. V bistvu zanimiv projekt, tako da pod vodstvom dekanje Tanje Urbančič in profesorice Alenke Stanič-Lang takrat. Dobil sem veliko izkušenj glede, kako se stvar pripravi, projekt pripravi, kako se vodi, ko se komunicira z raznimi interesnimi skupinami, študenti, pač profesor in tako. Pestarina, zanimiv projekt. Super. Janoš, če se ne motim, ti si bil pa v bistvu že v času študija na prvi stopnji zaposlen. Praksa v mojem primeru je pač potekala drugače. Tisto, kar sem sicer
dodiplomski stopnji bil zaposlen na Novi KBM, tako da tam sem imel kar veliko tudi pridobil veliko teh izkušenj, praktičnih izkušenj na področju tako na nivoju cele Slovenije, recimo par projektov je teklo tam, ki sem bil dejansko jaz predstavnik, bom rekel, Nove KBM kot celote, tam recimo pri Združenju bank Slovenije za projekte vrednotenja, recimo vrednotenja informatike, storitev, skratka, veliko teh projektov je bilo, tako da jaz sem to zadevo nekako tako ukomponiral. Zdaj, druga, bom rekel, praktična, če rečem tako, realna tudi ta praksa ali pa tako, je pač, če rečem temu tako, magistrsko delo, ki sem ga pa se pravi delal že v novem podjetju, se pravi Plastik, d.o.o., kjer je bilo pač prenova podpore, logistike in pa skladiščenja. Skratka, zadeva je tudi tu realni problemi, skratka, če rečem temu tako, to je najboljša praksa, ki jo dejansko mora nekdo opraviti. In najboljše je, da je to neka realna tema, ki jo pač študent kot zaključek tudi dobro da ukomponira. Super. Ja, praktično usposabljanje je dejansko na Poslovno-tehniški fakulteti zelo pomemben člen. In bi na tej točki v bistvu ponovno, Tanja, vas vprašala, v Primorskem tehnološkem parku, pa tudi v drugih podjetjih pod okriljem Primorskega tehnološkega parka je prakso opravljajo kar nekaj študentov gospodarskega inženiringa. Kakšna dela so recimo opravljali, pa tudi sicer ste že prej omenila, pa mogoče, če še kaj več poveste, če se jim ponudijo kakšne druge dodatne priložnosti sodelovanja, ne vem, če nam navedete kakšen konkreten primer. Ja, seveda, zdaj v zagonskih, mladih, hitro rastočih podjetjih se je treba pač poprijeti za vsakršno delo. Dejansko je tukaj pomembno, da in to tudi potem študenti na praksi dobijo, je pomembna ta širina, se pravi in tudi razumevanje, kako razvijaš nov produkt, kako postavljaš podjetje. Dejansko ta mlada podjetja nimajo organizacijske strukture, kot smo jo vajeni v nekih ustaljenih večjih podjetjih. Gre večinoma za projektne vrste delo, tako da dejansko se lahko nek študent nauči resnično delovanje, razmišljanje na različnih področjih. Prednost tega je tudi pač prakse v samem Primorskem tehnološkem parku je, da se spoznajo z kariero podjetnika dejansko, ki je tudi ena izmed opcij, ki jo imajo študenti Poslovno-tehniške fakultete na voljo, torej tisti, ki so bolj podjetniki, imajo ideje in si želijo recimo razviti svoje podjetje. Je ta študij odlično izhodišče in tudi potem praksa v tovrstnih podjetjih. Namreč kompetenca podjetnosti je pač nek način razmišljanja in delovanja, ki se ga lahko naučimo. Pomeni pa, da znamo povezovati konkretne probleme ljudi in družbe z rešitvami, ki jih moramo prilagoditi po meri kupcev in trga, kar seveda poteka na zelo podoben način tudi v večjih podjetjih, pri čemer je pač to razdeljeno ponavadi v različne funkcije. In prej smo slišali pač, da je ta študij primeren tudi za tiste posameznike, ki se potem znajdejo v nekem večjem podjetju, ki morajo potem komunicirati med različnimi oddelki. Zdaj, z samo prakso pri nas je prednost ta, ker se nekdo lahko vključi tudi v procese recimo temu nekih izobraževalnih vsebin, ki vodijo od tega, da se nauči mlad posameznik, kako idejo razviti v uspešen posel. Na koncu celo lahko tekmuje v podjetniškem tekmovanju Popri, ki je namenjeno tudi študentom, diplomantom in mladim do 29. leta. In to je pač nacionalno tekmovanje na nivoju celotne Slovenije in tudi študenti Univerze v Novi Gorici se tega tekmovanja udeležujejo. Zdaj, glede samih primerov pa je zanimivo tudi to, ker v Tehnološkem parku organiziramo tudi neke vrste startup izziv, podobno kot je Startup Weekend ali pa nekaj podobnega hekatonu. In
če se študenti udeležijo takih, bom rekla, delavnic, ki trajajo ponavadi 3 ali 4 dni, pridejo v stik tudi z našimi podjetniki, ki se tam pojavljajo kot mentorji. In velikokrat si potem podjetniki kar nekako spoznajo študenti in si želijo jih povabiti v svoj delovni proces, in na tak način so tudi nekateri študenti Poslovno-tehniške fakultete dobili svojo zaposlitev. Zdaj, to je fajn, zato ker če pride nek mlad, ambiciozen kader v hitro rastoče podjetje, pomeni, da ima tudi veliko karierno priložnost, da se hitro razvija in da hkrati potem kasneje zaseda bolj pomembna delovna mesta in s tem si pač omogoči boljši karierni položaj. To je recimo tudi zanimivost. Kot sem pa rekla, tisti, ki so pri nas, mi jih dobro spoznamo pač v času prakse, študente razumemo, kakšne so njihova želje, potrebe, kako se znajdejo v delovnem okolju, in potem tudi lahko svetujemo našim startup podjetjem, katerega študenta bi bilo smiselno potem zaposliti. Upam, da sem odgovorila na vprašanje. Zelo v redu in zelo izčrpno. Hvala lepa. No, pa bi vprašala še naslednje, še 2 vprašanji. In sicer v okviru študija ste imeli tudi pestro izbiro izbirnih predmetov. Kaj konkretno ste vi trije izbrali? Ste se vsebino teh predmetov srečali tudi kasneje pri svojem delu mogoče? Če nam kaj več o tem poveste. Jaz, če se prav spomnim, na prvi stopnji sem zbrala poslovno angleščino, sociologijo, organizacije in poslovno komuniciranje ter logistiko. Naključje je tako, da to so bili izbirni predmeti, ki so mi bili takrat zanimivi in danes praktično jih uporabljam. Ne predstavljam si dneva, da ne bi govorila angleško, ne predstavljam si dneva, da ne bi uporabljala socioloških metod, delati z sodelavci raznimi oddelki in pa tudi logistika, seveda. Torej, kot sem rekla, te predmeti so bili zelo tako praktično naravnani, in kar mi je bilo fajn, predavatelje, katere smo imeli, niso bili v bistvu tisti predavatelji, ki so se izobrazili na nekaj univerzi in to je to, in so postali predavatelji. Ne, dejansko oni so bili podjetniki, so bili zaposleni v nekaterih podjetjih in mislim, da nekatere od njih so pač nam dali dosti teh izkušenj z prve roke, ko so nam predavali, in so nam dali tudi praktične primere. In mislim, da to je bila tista prednost, ena dodana vrednost, ki nam je v bistvu dosti dala. Jaz mislim, da sem dosti več odnesla, ko nam je profesor nek primer dal kot primer iz njegovega življenja, vsakdanjega v službi, kot pa če bi neko zgolj teorijo nam predaval. No. Tako da jaz mislim, da od teh predmetov jaz sem dosti odnesla. No. In kar mi je fajn, je tudi, da z nekaterimi profesorji smo ostali v kontaktu in vem, da če imam kakšen izziv na mojem delovnem področju, vem, da jih lahko bom zmeraj kontaktirala, no, in mi bojo znali pomagati. Tako da tu je ta tudi osebnostna raven, no, s temi predavatelji, ki smo se dobro povezali, no, ker smo bili majhna skupina, no, in tu je bila ta prednost tudi. Hvala, Jana. Janoš, mogoče? No, tako bom rekel, pri meni je že malčko več časa tako šlo mimo, tako da se prav točno natančno od teh predmetov ne točno spomnim, ampak vsekakor jaz prihajam, bom rekel, bolj iz tehničnega področja in takrat vem, da sem se, bom rekel, želel teh bolj ekonomsko-organizacijskih, pa, kot je rekla Jana, poslovne angleščine. Namreč tukaj so tista področja, ki so mene malčko bolj zanimala. Jaz pa svetujem, bom rekel, moje mnenje je takšno, da študentom naj vzemajo tist predmet, ki ve, da mogoče bo v kratkem ali pa v bližnji prihodnosti mu koristil, oziroma ima tam nek primanjkljaj, pa naj ga tam s pridom izkoristi, to pa čeprav tudi mu ne leži ali pa mu ne diši, skratka, je treba včasih tudi narediti korak malo bolj naokrog in pa se tudi tem stvarem, te stvari izbrati, kajti prej ali slej je svet in pa življenje tako obrnjeno, da
tudi do teh stvari prideš in potem, če imaš neka znanja in veščine in tako naprej, je dobro, da to sprida izkoristiš, ne. Čeprav meni, bom rekel, angleščina ni bila nikoli, jaz nisem bil nikoli, bom rekel, jezikovna naravnan, vem, da takrat vem, da sem šel tudi na angleščino. Super, hvala. Še Andrej, svoje stvari, svoj pogled. Izbirni predmeti so eden od ključnih, bom rekel, izzivov, ki ti jih da tudi ta študij. Se pravi, da se lahko tudi sam sebe še posebej izoblikuješ, izbereš tisto, kar ti všeč in tisto še ne, mislim, tam kjer se najdeš, tisto poglobiš tam tiste znanje. Jaz sem pa zbral metode in sisteme za podporo odločanja, optimiziranje virov in procesov in poslovno angleščino tudi jaz. In mislim, da ni dneva, ko se ne srečam z vsebino teh predmetov. Se pravi, uporabljate na dnevni bazi. Znanja. Super, super. No in še moje zadnje vprašanje bi bilo, pa bom Andrej najprej tebe vprašala, komu bi ti priporočil ta študij oziroma ta poklic? Kdo naj to izbere, to študijsko smer? Ja, jaz bi to priporočal predvsem tistim, ki mogoče nimajo še izbranega profila, kaj bi radi točno bili v življenju. Tak sem bil, na primer, jaz. Mene je zanimalo dosti stvari in sem se nekako našel prav v tej širini izbora predmetov in znanj. Taki, ki so pripravljeni na izzive oziroma ki si želijo širših znanj, no, tako bom rekel. Jaz bi ravno tako priporočila bi vsem tistim, ki jih zanimajo več stvari. Pač mene so zanimale več stvari, ne samo ekonomija, in ravno zato sem se pol odločila za ta študij. Če hočejo pridobiti dodatna znanja in imeti širok pogled na svet. Ampak da ne gledajo vse skozi številke, kot delajo to ekonomisti, ampak da znajo te številke tudi interpretirati in jih v bistvu iskati tehnološko nabavne rešitve in kako te številke izboljšati, ne. Tu, jaz mislim, da bi bil prav poudarek tekom našega študija. In če tu bi pač povedala, če smo leta nazaj se vpisovali naprej na univerze, kamor je bilo pač cool in trendy in moderno, mislim, da danes je potrebno se vpisati na neko šolanje naprej, ne da nas samo tudi veseli, seveda nas mora veseliti, ampak da na koncu bomo imeli tudi neko zaposlitev od tega, ne. Na koncu jaz mislim, da vsak izmed nas ki se bo odločil, mora pogledati, da na koncu ga čaka tudi zaposlitev, ko zaključi šolanje, ne. In to je zelo pomembno danes. Tako da bi dodala sam, če bi še koga zanimalo, ki se bo vpisal na univerzo in če ga bo zanimala praksa v podjetju, kjer proizvajamo sladoled, je v bistvu vljudno vabljen, ne. Pač obljubim, da degustacijo bojo sladoleda na tedenski ravni, tako da če koga bo zanimalo, lejte. Super, to je mogoče še ena motivacija več za nekoga, da se vpiše. Gotovo. Janoš, mogoče bi še ti. Jaz se objema pridružujem, mnenje je povsem enako. Lahko pa povem še eno zadevo, tako podjetja se preoblikujejo, bom rekel. Velika podjetja, zmeraj manj teh velikih, bom rekel, podjetij, ki so bile značilna, ne vem, za 90 in še prej. Veliko teh podjetij zdaj ratovejo mala podjetja, mikropodjetja, srednje velika podjetja. In sama podjetja tudi razmišljajo v tej smeri zniževanje stroškov, ne. Zakaj bi rabil tam za 2 uri na teden ali pa 4 ure na teden imeti enega ekonomista na nekem področju, pa še, ne vem, 3 ure nekega tam, bom rekel, za organizacijo, pa še 3 ure tam, ker dobiš v bistvu, če rečemo, v paketu gospodarskega inženirja, ne. Malo za hec, ne, ampak tako je. Realno podjetja želijo poseči bom rekel, po teh rešitvah, da imajo rešitve na dlani, ampak tudi gledajo zelo na stroške, ne. V velikih podjetjih tu ni več pač ni teh problemov, ampak ta mala podjetja, ker rabijo imeti, bom rekel, različne storitve, na enem mestu je mogoče tudi za razmisliti ta profil gospodarskega inženiringa.
Kot rečeno, jaz z mojimi vprašanji sem prišla do konca. Verjamem pa, da verjetno se je komu utrlo še kakšno vprašanje od slušateljev, tako da zdaj lepo vabljeni s vprašanji kar na dan, na plan. Jaz bom rekla toliko, kot je bilo že večkrat rečeno, študij je zelo širok, da študentje pridobijo zelo širok spekter različnih znanj, ki ga potem pa lahko na še širši paleti različnih področij poglobijo v podjetjih. Zdaj, tukaj smo spoznali 3 različne profile. Dosti gospodarskih inženirjev se zaposluje v podjetjih kot vodje proizvodnje, kot vodje planiranja, pa tudi v drugih sektorjih. Tako da zdaj pa še vi me malo dopolnite, no, vsi 3. V bistvu pokrivamo sicer tudi komercialna dela, naj si bojo nabava, prodaja, v bistvu kar zdiče vse s proizvodnimi podjetji, pokrivamo, mislim, skoraj vse sektorje znotraj, ne. Tudi naj si bo vodje razvoja, imamo znotraj naših poklicov, vem, da. Tako da jaz zame lahko povem, Key account manager, se pravi, to pomeni en oddelek v prodaji, vodenje projektov je moja naloga, tako da v prejšnji službi sem delala kot komerciala marketing, sem imela res pač vso komercialo in marketing zraven, tako da to je pač zato, ker me te smeri so veselile, ampak znanja imamo v bistvu bolj široka, no. Tudi logistiki, vem, da se najdejo moji kolegi iz faksa, vem, da so nekateri zaposleni v logističnih podjetjih. Tako da je vse odvisno, kar te veseli in v katero smer boš šel, no. Kje se vidiš, no. In da dejansko vsebino svojih predmetov lahko prilagodiš glede na tvoje interese. Tako, ja. Se opravičujem, kar dopolni. No, vse ravno to. Hotel se samo reči, da kot vezni člen, ki smo, gospodarski inženirji, imamo možnosti veliko. Je pa res proizvodni procesi, logistika, tudi moji kolegi, prijatelji, bivši sošolci, nesplošno. Saj moje izkušnje, ki so bile z različnih področij. Nekega takega, bom rekel, dejavnika, ki bi bil zelo pomemben, recimo, kakor da bi hotel iti študirati za zdravnika ali pa kaj takega, tukaj ga ni. Skratka, srednješolska izobrazba je dovolj in ukolikor si delovni oziroma pridobiš te delovne navade, ko se posvetiš tej zadevi, jaz mislim, da tukaj problemov ni. Tako da, kar se tiče teh, naj ne bo strah, jaz imam izkušnje pač tudi iz prejšnjega študija, se pravi študija na univerzi v Ljubljani. Resnično, ta šola je bistveno lažje greš zaradi česa, ne zaradi, ker je lažja, ampak zaradi tega, ker imaš tudi, bom rekel, se ti profesorji bolj posvetijo, lažje prideš skozi, ker jih vprašaš. Jaz se sam, bom rekel, izpostavil v enem primeru, pred celim razredom sem rekel, profesorca, mi te naloge tukaj nekakor ne moramo prebiti skozi, nam je manjkal en kolešček vmes, se pravi, da bi celo mehanizem speljal. Tako da je enostavno v eni minuti je bilo to razrešeno. Če si v velikem univerzi, potem je to malce težje vprašati, oziroma ti je malo bolj narodno. Tukaj ni nekih, z moje strani, nekih strahov glede tega, da bi imel probleme. Prihajajo pa iz vseh različnih področij in pa z različnih koncev Slovenije celo. En profesor, ki je v bistvu zdaj tudi na tej šoli, v bistvu je bil moj sošolec, Drago Papler, ki poučuje ekonomiko, oba sva študirala istočasno, tako da on je iz Kranja se vozil. Iz Kranja ob delu se vozil dol, tako da bom rekel, njega je ta zadeva toliko presenetila oziroma presunila, da enostavno je padel, še danes je noter v tej fakulteti. A je toliko noter povlekla, da enostavno, tako da ja, tehnična ali pa ekonomska ali pa
ni neke ovire, saj jaz ne vidim tukaj, da bi enostavno bila neka bav. Če povem jaz še za mojo generacijo, jaz se spomnim, moji sošolci in sošolke so bili aranžerski tehnik, zdravstveni tehnik je ugotovil, da kriga ne veseli. Pol so bili iz TŠC, to je v bistvu elektrotehnik, ta smer, pa dobro, jaz sem pa še pač trgovska plus 2 leti ekonomska. Mislim, jaz vem, da tisti, ki je delal aranžerski tehnik šolo, ni imel osnov ekonomije, ampak na faksu si šel, bom rekla, z osnovami, ne? Ni šlo takoj nadaljevanje tistega, kar sem jaz imela v srednji šoli. Tako da jaz mislim, vse se da naučiti in priti noter. In jaz sem videla, moji sošolci so vsi opravili, so prišli do diplome. No. In tudi to je fajn, ker smo majhen razred. Takrat nas je bilo 28, 29 nas je bilo in smo se postali enotni in smo postali tim. Ne? In smo si tudi eden drugemu pomagali. Pri nalogah smo se skupaj učili in to je bilo v bistvu ta povezanost. No? In seveda s profesori. No? Profesor Papler je tudi mene učil in jaz vem, on je zjutraj bil v službi in popoldne prišel k nam predavati, poln energije. To je bilo pri njim fascinantno. In tako da jaz mislim, da ni dobeno ovire, kjerkoli zdaj pač si v srednji šoli. V bistvu na univerzi tudi v septembru ponujemo repetitorije predmetov matematika, fizika, kemija običajno. Ravno zaradi tega, da malo poenotimo znanje bodočih študentov, ki prihajajo res iz raznih srednjih šol. In če je volja, pol je tudi potno. Nobena srednja šola ni omejitev, da se ne bi dalo študirati na gospodarskem inženiringu. Jaz se bi vsem 4 res lepo zahvalila, da ste se nam pridružili, tako direktorci Tehnološkega parka, kot vam 3 diplomantom. Jaz vam želim res vse dobro na vaših kariernih poteh. Vsem ostalim, ki ste se nam pa pridružili kot slušatelji, pa želim, da res izberete tisto študijsko smer, ki bo prava zate, za vas in nič se bati, če mogoče kaj malega pofališ, ker dejansko izbira je še zmeraj možna, tako da kar korajžno in uspešno na vaših študijskih kariernih poteh.